Dr. Milan Balažic, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan pred mikrofonom. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem in gledalkam. Poletje je v Moravčah bilo zelo pestro. Največji, če lahko temu rečeva, poudarek je bil Evropsko prvenstvo v košnji. Res je, dinamično poletje, ki se zdaj počasi izteka, pa vendarle bi izpostavil take tri velike, vsaj za Moravško dolino tudi zgodovinske trenutke. Prvi vsekakor je, kot ste sama povedala, Evropsko prvenstvo v ročni košnji. Tu so se zbrali tekmovalci iz cele Evrope, najboljši v tej zelo zanimivi disciplini. Poleg tega smo Moravčani kot dobri gostitelji pripravili lep sprejem, kulinarično, v vsakem pogledu, predvsem pa zabavno. Koncerti so bili izjemni, Bigfoot Mama, Avseniki in tako naprej. Tako da v 3 dneh smo ocenili, da je blizu 20.000 ljudi obiskalo to prireditev, izjemno uspešna. Gre pa vsa zahvala naši podeželski mladini, ki je to organizirala in je res se izkazala, tako da z odliko opravljena organizacija. Drugi dogodek je odprtje seveda prenovljenega dela šole, novega prizidka in pa velike športne dvorane, ki smo jo z dovoljenjem poimenovali po našem športnem heroju Primožu Peterki. In moram reči, da je to res velika pridobitev za Moravško dolino. Šola je tako rekoč še enkrat večja, kot je bila prej. Imamo pa zdaj tudi dvorano, ki bo seveda najprej namenjena učenkam in učencem, potem pa vsem, ki bodo to dvorano uporabljali za športne, kulturne namene, prireditve, tako da dvorana odslej vabi. Je pa, bom rekel, to dvorana, ki ima izjemne razsežnosti, tudi grajena je na tak poseben protipotresni in novejši gradbeni način in je nek gradbeni dosežek sama po sebi. Tretja stvar, ki se je pa zgodila ravno par dni nazaj, je pa seveda tudi zgodovinski podpis sporazuma. Imenovali smo ga protokol sodelovanja med občino Moravče in podjetjem Termit. S tem protokolom, s tem sporazumom smo ustvarili neke urejene partnerske odnose, kjer bomo pomagali drug drugemu, kjer bomo sodelovali. Ta protokol omogoča, da dosežemo 2 glavna cilja. En cilj je seveda zaščita okolja in zdravja ljudi, za kar smo si v preteklih letih zelo prizadevali. Drugi pa seveda tudi hkrati razvoj podjetja, zeleni razvoj podjetja, tako da bo še naprej lahko ustvarjal dodano vrednost in nova delovna mesta. To so, bi rekel, 3 veliki dogodki, ki so kar nekoliko spremenili podobo Moravške doline na bolje. Ko sva ravno pri Termitu, kateri je bil tisti ključni dogodek, da ste zakopali bojno sekiro? Se pravi, katere so bile tiste ugotovitve, da ste končno našli skupno besedo? Sam sem že večkrat ponudil roko sodelovanja. Očitno je moral miniti nek čas in po zadnjih lokalnih volitvah decembra lani smo se nekje februarja začeli sestajati, lastniki in pa seveda župan, pa tudi podžupan, ki je njega dni vodil Ljudsko iniciativo Moravče, ki je bila zelena organizacija in je skrbela za to, da skratka se tudi tu upoštevajo najvišji možni okoljski standardi. Pogajanja so potekala več kot pol leta, do sredine septembra. Lahko povem, da so bila trda. Na momente smo bili na tem, da
morda ne bomo zdržali, pa vendarle je bila volja z obeh strani tako močna, da smo pustili zamere zadaj, da smo to zgodovino, ki nas je delila, pustili preteklosti in da smo s pogledom uprtim naprej dosegli nek, jaz lahko rečem, odličen sporazum, ki je seveda zdaj na tem, da ga začnemo uresničevati. Zato, da bo uresničevan, je tukaj najprej seveda državni nadzor in inšpekcija. Mi smo pa skupaj s podjetjem Termit ustanovili poseben koordinacijski odbor, ki se bo redno sestajal. V njem sta dva predstavnika občine Moravče in dva predstavnika podjetja Termit in bo bedel nad tem in pospeševal izvajanje, izvrševanje tega protokola, tega sporazuma, tako da bo iz besed prešla stvar v dejanja. Lahko rečem, da sem zelo vesel, da je do tega prišlo in lahko samo čestitam vsem, ki so imeli pri tem svoj prispevek, da smo prišli do tega nekega pomembnega sporazuma za prihodnost Moravške doline. Pa se ozriva še malo nazaj na investicije. Kar nekaj projektov je bilo med poletjem zaključenih. Kateri so te, ki so bili zaključeni in kateri se še izvajajo? Ja, bilo je kar nekaj projektov, tako da omenjam seveda lahko spet kar nekaj novih asfaltiranih cest, ki smo jih odprli čez poletje, nekaj novih vodovodov. Predvsem je pomembno to, da smo zdaj investicije obrnili v smer, ki je za prebivalce Moravške doline najbolj pomembna, to je oskrba z pitno vodo. Namreč doslej je bila oskrba občasno motena, takrat, ko so bili veliki nalivi in je prišlo do zakalitve, tako da je včasih bilo potrebno vodo prekuhavati, oziroma celo je bil včasih vodovod zaprt za kakšne par ur in tako naprej. Zdaj gremo v investicijo, kjer bomo postavili filtre na naš glavni vodni vir na Plesu in hkrati poskrbeli za glavni vodohram, to je Drtija, tako da pričakujemo, da v roku enega leta bo oskrba s pitno vodo v Moravški dolini končno nemotena. To je naš glavni cilj in zdi se mi, da bodo ljudje razumeli, da je to vendarle v 21. stoletju ključna potreba, pri vodi se začne, potem pa naprej vse ostale stvari. Pred vami je pa še ena res velika investicija, in sicer dom starejših, ki se začne v prihodnjih dneh. Res je, glede na to, da vidite, da imam že malo sivo brado, to je rezultat tega mojega truda na projektu izgradnje doma starejših občanov. Zanj smo res dali vse od sebe, ampak zdaj lahko vendarle povem občankam in občanom Moravč, da smo na pristajalni stezi. To pomeni, da 2. oktobra v ponedeljek odpiramo ponudbe in komisija bo izbrala najboljšega gradbinca. S tem se potem začne zadnji del postopka, torej dom starejših občanov v Domžalah, katerega del bo naš Moravški dom, bo potem podpisal z izbranim izvajalcem pogodbo in pričakujem, da tam nekje v sredini oktobra zabrnijo stroji in se začne delo na izkopni jami. Torej, zdaj smo na tem, da bomo končno fizično se lotili gradnje. Za papirje nam je to očitno kar vzelo nekaj let, pa vendarle vse je bilo potrebno in lahko rečem, da na koncu, ko si na vrhu gore, rečeš, ne glede na kaj si dal skozi, je to bilo nujno in na koncu bomo zmagovalci. V roku dobrega leta bomo imeli lep nov dom starejših občanov z 80 posteljami in to bo spet ena nova pridobitev kvaliteti, prispeh kvaliteti življenja v Moravški dolini.
Gospod župan, najlepša hvala za vse te informacije. Vam hvala za povabilo.